Lep pozdrav vsem tudi z moje strani. Moje ime je Tilen Škraba. Jaz k sreči NVDA ne potrebujem, tako da sem ga izklopil. Je pa to pač ena od stvari, ki jo je Joško prikazal, da so zelo velike težave za nekatere, če stvari niso dostopne. In dostopnost je za marsikoga neobhodna oziroma obvezna, da lahko stvari uporabljajo, pride pa prav tudi nam vsem ostalim. Če morda spregledamo te najkompleksnejše prilagoditve, kot so za uporabnike bralnika zaslona, je morda zelo pomembno tudi to, da te prilagoditve pridejo marsikomu od ostalih prav. Čisti primer. To, da lahko mobilni telefon upravljate samo z eno roko, pride prav vsakemu, ki si ne more pomagati z drugo roko v tistem trenutku, ki je morda ima nekaj drugega v roki, otroka, ima morda gips, ima kakšno drugo težavo. Ustrezni kontrasti pridejo prav vsakemu, ki je zunaj na močni svetlobi. Temna tema pride prav vsakemu, ki dela po noči in ne želi, da je ekran preveč svetlo, ker začnejo boleti oči. Podnapisi pridejo prav vsakemu, ki dela v glasnem okolju ali pa je v okolju, kjer mora biti tišina. Se pravi, vse prilagoditve, čisto vse prilagoditve, ki jih definirajo standardi za dostopnost, pridejo prav vsem nam, ne samo osebam z oviranostmi. Pri oviranostih pa moramo vedeti, da obstajajo senzorične, motorične in pa kognitivne, obstajajo kombinirane, te nas vse čakajo, ko bomo starejši. Takrat bo naš malo pešal, vid nekaterim od nas že zdaj. Morda bomo imeli težave z gibanjem, vsaj s fino motoriko, če še ne s čim drugim. Se pravi, prilagoditve, o katerih govorimo, niso namenjene samo invalidom, kot je pravilno poudaril gospod Debevc, niso namenjene samo osebam z oviranostmi v tem trenutku, slej ko prej so to prilagoditve, ki bodo prav prišle vsem nam. Teh oviranosti je ogromno, gradiva boste dobili, tako da čez vse ne bom šel, ker nas res priganja čas, se pa moramo zavedati, da število oseb z oviranostmi ni tako majhno, kot si marsikdo misli. Ko sem se jaz pred 15 leti začel ukvarjati z digitalno dostopnostjo, je bila reakcija marsikoga, zakaj bi pa to pripravljali za tistih nekaj ljudi. To ni tistih nekaj, to je okoli 25% ljudi. V Sloveniji imamo vsaj 477 oseb z oviranostmi, kar je 22,6% prebivalstva, kar popolnoma sovpada z oceno Evropske komisije. Številke, ki jih vidite v tabeli desno, kjer je skupna vsota 671 tisoč, so pa dobljene iz strani reprezentativnih organizacij, invalidskih, in pa iz analize, ki jo je Fakulteta za socialno delo naredila za knjižnico slepih in slabovidnih. Če vse to seštejemo, pridemo do tega, da je v Sloveniji preko 30% oseb z oviranostmi. Zavedati se moramo, da nekatere od teh oseb se podvajajo, imajo kombinirane oviranosti, kot sem rekel, tudi pri starosti, ampak številke še zdaleč niso majhne. In te številke se slej ko prej prelevijo tudi v trg, ker to so naši kupci, to so naši naročniki, to so naši uporabniki. In pa seveda iz pogleda javne uprave so uporabniki javnih storitev. Kot sem rekel, oviranosti niso vezane samo na neke trajne oviranosti, kot so invalidnost, ampak tudi situacijske, starševstvo, glasno okolje, neke distrakcije ali pa na čisto časovno omejene, ko imamo roko v gipsu, imamo sivo mreno pred operacijo, imamo otečeno grlo, pa ne moremo govoriti ali karkoli podobnega. V teh situacijah se lahko srečamo vsi. In zato v današnjem svetu, ko je digitalni svet nek bistven del posameznikovega življenja, naj si to posameznik želi ali pa ne. Prišli smo do točke, kjer nas svet sili v to, da je digitalni svet bistven del. Morda pred epidemijo je še kdo rekel, lahko delam stvari še po staram, od takrat naprej se jih žal skoraj da ne da več. In digitalni svet nam omogoča komunikacijo, nam omogoča usposabljanje, izobraževanje, nam omogoča iskanje zaposlitve in pa delo
tam, kjer smo zaposleni, in pa seveda ponuja tudi zelo različne možnosti sprostitve. In priprava nekih rešitev, ki se osredotočajo na nekega povprečnega uporabnika, dobesedno prinese do izključujočih rešitev in do nekih vrat, do neke meje, mimo katere marsikdo ne more. Jaz bom ta praktični del zdaj izpustil, zaradi tega, da ujamemo pomanjkanje časa, bomo pa potem, ko bomo govorili o rešitvah, povedali še kaj več tudi o tem delu.